Ste pripravljeni na skok z višine 4000 metrov? Oblekli vas bodo, vam nadeli očala in vas pripeli na padalskega inštruktorja oziroma, kot si pravijo sami, tandemista. Strah je pa, vsaj v majhnih količinah, vedno prisoten. Tudi mene je bilo od začetka strah, kar je normalno, čisto naravno, ker se nismo rodili kot ptiče, ampak kot hodeča bitja v zemlji. Padalec Aleš Zamuda že več kot 20 let skače v tandemu. Padalstvo ga je spremljalo že kot otroka, do prvega skoka pa je moral počakati na polnoletnost. Živim blizu letališča, Moškanjci, in tam se skoki izvajajo že od leta 56, mislim, da so bili prvi skoki. Tudi moj stric je skakal, ampak tega se jaz samo bledo spominjam, samo kot neke kupole zeleno-bele v zraku. Ampak sem pol začel razmišljati, ko sem dopolnil 18 let, da bi lahko tudi jaz to poskusil, ne? Verjetno mi starša ne bi podpisala, če bi hotel iti z 16, tako je možno, pa tudi malo v tistem času je bila ta osamosvojitev, zaprti zračni prostori so bili leto še malo več. Tako da polko pa se je zadeva umirila, pa mi je naenkrat kapnulo, da bi lahko jaz skakal. Z sosedom smo šla skupaj in od takrat naprej je to bila strast. Ni prav veliko okleval in po tekmovalnem obdobju leta 2000 opravil še licenco za inštruktorja za skoke s padalom v tandemu. Takrat, pravi, od tega še ni mogel živeti, a tudi v njegovi primarni stroki ni bilo pravih priložnosti. Ko sem jaz naredil šolo strojnega tehnika na Ptuju, so bili slabi časi za kovinarstvo, strojništvo, in takrat se je trebalo najti neke priložnostne službe. Težko kot mladi strojni tehnik, je bilo zelo težko dobiti zaposlitev, ker je bilo izkušenih na trgu ogromno zaradi propadlih podjetij po osamosvojitvi. V tistem času sem jaz tudi začel skakati, ampak takrat se seveda padalstvo ni še dalo živeti in počasi sem prišel do zaposlitve v Slovenski vojski, kjer sem tudi bil 16 let. Seveda sem hkrati tudi skakal v tandeme in tudi sam športno. Potem pa sem nekaj let nazaj zapustil Slovensko vojsko in sem začel skakati. In zdaj delam samo to. Z Alešem Zamudo lahko skoči kdorkoli, ki je zdrav in na to pripravljen. Z višine 3000, 4000 ali celo 6000 metrov, le da je tam že potreben dodaten kisik. Dandanes so skoki s padalom razširjeni in priljubljeni, s tehnološkim napredkom pa tudi veliko bolj predvidljivi kot nekoč. Na primer v času njegovih prvih skokov. Je že skoraj 29 let. Prvi skok, takrat smo skakali z okroglimi kupolami, to pomeni padalo, ki je bilo popolnoma nevodljivo. Mesto pristanka je bilo popolnoma odvisno od učitla, ki ti je rekel, da boš skočil z aviona, ti je ukazal skok. In od smeri vetra in od točke od skoka je bilo odvisno, kje boš ti pristal. Takrat je, hvala Bogu, niso bili na letališču Moškanjci, je bilo velik prazen prostor, ni bilo te industrijske cone, ni bilo še dosti stavb in raznih ovir. Tako da si večino pristal na polju, lahko pa si tudi v gozdu ali v pesnici, ne? Tako da je ponavadi, ko smo doskočili, smo hitro prišli nazaj na letališče. Mislim, da od 8 skokov z tem okroglim padalom niti enkrat niso zadeli na letališče. Pol pa smo reševali prijatelje, ki so pristali na drevesih ali kje druge. Kako je to danes, po 29 letih? Pravite, padala so veliko bolj vodljiva, ne? Lahko načrtujete verjetno pristanek veliko bolje kot takrat, da vas ne pridejo iskati v pesnico. Ja, seveda. Padala so danes popolnoma vodljiva, tudi padala, s katerimi skačejo učenci. Začetniki so popolnoma vodljiva, vodeni so tudi radijsko, tako da točno vejo, sproti dobijo informacije, kaj morajo narediti, kam se morajo obrniti, kam se morajo peljati, da pridejo na točko do skoka. Z gostom oddaje Liki sva se dobila nekega sivega deževnega popoldneva, drugače bi bil že visoko med oblaki, pripravljen na skok z letala. Pripoveduje, da se sezona običajno začne v sredini aprila, traja pa do novembra, z vrhuncem od julija do oktobra. Pilot tandema mora biti telesno ves čas dobro pripravljen, saj poleti tudi večkrat dnevno. Dejansko je meni samo skakanje sprostitev. Težji del mi je papirnati del, ko je treba vse pač upraviti, kaj se tiče dela na računalniku, ki ga je seveda ogromno zaradi papirja, administracije. Skratka, ko je organizirano skakanje, ko vsi ljudje obveščeni, kdaj pridejo po urah na letališče in samo skačem, takrat je že to za mene sprostitev. Pravi, da tudi v tandemu lahko opazuje okolico in uživa.
a se večina potnikov odloči za snemanje ali fotografiranje, zato ima na roki pripeto kamero, ki jo mora natančno usmerjati. Prosti pad iz višine 4000 metrov traja malo manj kot minuto, pod padalci pa se odpira čudovit pogled. Morda na Bovec, Alpe ali slovensko obalo. Skokov s padalom se inštruktor ne more naveličati, o čemer priča tudi statistika. Ja, groba številka je, nekaj čez 2000 skokov imam sam, pa nekaj čez 3000 skokov imam v tandemu, vse skupaj nekaj čez 5000. Pa kdaj pomisli na črni scenarij, da se padalo ne bi odprlo? Ja, laiki ponavadi vedno razmišljajo o tem, da se padalo ne bo odprlo in razmišljajo v taki smeri, ne? S tem, da danes sodobna padala se zelo dobro odpirajo in ponavadi je za kako nesrečo ali pa kaj takega bolj pomembno druge aspekte skoka, ne samo zlaganje, kot večina misli, da je zlaganje najbolj pomembno. Pomembno je seveda, ampak ti lahko imaš dobro zloženo padalo, pa če nimaš pri teh športnih majhnih padalih, nimaš pravega položaja telesa, naprimer neizkušen je lahko odprtje nepopolno in je potrebno padalo pač odvreči pa odpirati rezervo. Seveda vsi padalci, ki imamo dosti let za sabo, imamo še kar nekaj rezervnih padal odprtih, tako da smo se že srečali z neodprtjem ali delnim odprtjem ali odprtjem, ki ni primerno za pristajanje. Nič neobičajnega. Pravi, da takrat ni čas za paniko. Treba se je odzvati hitro in preudarno. Izkušeni padalec ravna instinktivno, sledi postopkom in zaupa svojemu znanju. Zdaj, za padalce, ki skačejo v tandemih, ki so mi rečemo piloti tandemov ali tandemiste po domače, je pogoj, da imajo 1 ali 2 rezervi že prej, ko sploh pristopijo k izpitu za pilota tandema, tako da že s tem imajo izkušnjo obvezno in tudi sami sebe že lahko preizkusijo, da je kakšna panika ali pa kaj ne premaga pri tem, ne. Jaz imam že 5 odprtih rezerv, od tega imam 3 na tandemih, nič posebnega, no. Kdo pač zadane rezervo, ima srečo. Ponavadi potnik sploh ne ve, da je bila rezerva. Zgodb njegovih potnikov je veliko, na skok s padalom se odzovejo različno. Nekateri uživajo, drugi so bolj zadržani, na začetku celo prestrašeni. Pač kdo dobi tudi darilni bon, ki si tega pač ni točno želel, je pač malo več straha, niti ni prave želje, zato mogoče je neka prisila, taka tiha, mogoče je tudi bilo kako hvaljenje ob kakem kozarčku, je pač malo več straha, ampak na koncu je treba zaupati, pač meni je treba zaupati ali pilotu tandema treba zaupati, izkušnje so na moji strani, za potnika v tandemu pa je pač samo važno, da uživa v tem, da se sprosti, da pač upošteva tistih nekaj navodil, ki jih more, tega je zelo malo in da izkoristi skok. Adrenalin se skriva v premagovanju strahu, ki je Aleša Zamudo kot začetnika ves čas spremljal. Svoje potnike med pripravami na skok s padalom zato sprošča tudi zgodbami in šalami. Seveda ni fajn, če si ti ubit, moraš biti pozitiven, vesel, pripravljen na kakšne šale, da se ljudje lažje sprostijo. Ja, jaz zelo rad šalim, uporabljam črni humor pri skokih, zato ker to ljudi sprosti, vidi, da to ni tako resno, kot se mogoče eni predstavljajo, seveda eni tudi poznajo zadevo, pa niso tako prestrašeni, ampak vsekakor je dosti bolj na mestu šala, kot neka resnost, ker je to zabava. Ja, ponavadi jim rečem, če me vprašajo, če se bo padalo odprlo, jim rečem, ja, ponavadi se odpre, včasih pa tudi ne. Aleš Zamuda, inštruktor za skok s padalom, je bil gost oddaje Liki. Skočite na val202.si, poševnica Liki in poiščite še kakšno zanimivo zgodbo.